Na osrednji prireditvi v športnem domu ob združenem zboru 3 osnovnih šol in s premierno spremljavo Simfoničnega orkestra Sevniške glasbene šole ter spodbudnem nagovoru humanitarca Jožeta Andoljška je župan Srečko Ocvirk podelil občinska priznanja. Najvišje priznanje grb občine je dobila osnovna šola Sava Kladnika za uvajanje svežih izobraževalnih pristopov. Priznanje smo dobili v Ljubljani, na ministrstvu, na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, ampak priznanje doma v Sevnici je pa en izjemno lep občutek in neponovljiv. Zlato plaketo občine je prejela upokojena učiteljica Marjana Kralj za svoje delovanje v projektu Starejši za starejše in Štefan Teraš za prispevek v gospodarstvu in gasilstvu. Občutki so neverjetni, od učencev, od šolarjev, od prijateljev, od znancev. Vsi smo veseli, z vsemi sem ga dosegla. Ni to samo moje, to je vseh nas. Mi je veliko do tega tudi v kakšnem okolju živim in s kakšnimi ljudmi. Zato me to vedno znova navdihuje in spodbuja k delu, ki ga upravljam. In vedno se tudi kakšnega novega naložim, ko kakšnega starega opustim ali pa predam. Srebrno plaketo občine so prejeli duhovnik Anton Bobič, ki povezuje krajane s Studencem, Srednja šola Sevnica kot del šolskega centra Krško Sevnica ter turistično društvo Tržišče. Za razvoj turizma pod Listco je gostilničar Vitko Močivnik prejel listino občine, Božo Možic pa je listino dobil za dolgoletno delo v boštanski gasilski organizaciji. Tako kot dobro delo nagrajencev prispeva k skupnim sadovom tudi občinski svet s sprejetim razvojnim načrtom za lokalno skupnost. Naložb je sicer veliko. Še pred novim letom pa ocenjujemo, da bomo lahko pričeli z prvimi deli na območju stadiona v tem zimskem času, ki pa je projekt letošnjega in prihodnjega leta. To bo le prva faza, saj je stadion zasnovan tako, da gradijo po proračunskih zmožnostih, saj je celotna ureditev vrednotena na več milijonov evrov.